Pozdravljeni! V Formuli 1 imamo ogromno zgodb o tem, kako določeni bolidi sploh nikoli niso videli proge. Razlogov je malo morje, ampak v teh primerih govorimo zmeraj o zgodbah iz preteklosti. A imamo en primer, časovno zelo blizu našemu času, kateri je zanimiv in o kateremu se splača še posebej govoriti. Vse se je začelo konec sezone 2009, ko so se pri Toyoti odločili, da se Formule 1 ne gredo več. A zanimivo je to, da so imeli že pripravljen načrt bolida za naslednjo sezono in izdelali so celo dve šasiji. Govorimo o projektu Toyota TF110. Tudi shakedown so naredili, to se pravi tiste primerjalne prve kroge, da so pogledali, če vse deluje, za volanom je bil Nakajima, v Kölnu so naredili tiste prve metre. Bolid je izgledal izjemno zanimivo po pričevanjih z ekstremno izrisanim difuzorjem in sistemom uravnavanja višine nad tlemi. A kar so se odločili na Japonskem je držalo in Toyota se je povlekla ven iz Formule 1. A kaj sedaj s tem projektom TF110, kaj bo se zgodilo z njim? Prvi so za ta bolid pokazali zanimanje pri Pirelliju. Namreč pravilnik je določal to, da sodobni bolidi ne smejo testirati naprimer kot mula za pnevmatike Pirellija, kajti s tem bi lahko tisti lastnik šasije dobil testiranje in podatke, katere bi jih lahko uporabil. Pri Pirelliju so se prvič zagledali v starega BMW Sauberja, a ko so dobili možnost imeti sodoben bolid, kateri se ne bi udejstvoval v svetovnem prvenstvu, so se zagreli za njega. A na koncu se je zgodilo nekaj presenetljivega. Pri Pirelliju za mulo niso rabili TF110, temveč njegovega predhodnega TF109, leto starejši model. In spet ta bolid je ostal v pozabi. Ne, niti toliko časa ni bil v pozabi, kajti se spomnite tistega simpatičnega projekta Formule 1, kateri je še zmeraj živ, Štefan G.P., srbska ekipa Formule 1, no, govoriti o ekipi tu mislim, da je malce pretirano, je 19. februarja 2010 predstavila svoj bolid. Rdeče pobarvano Toyoto TF110. Na tisti predstavitvi za javnost so jo med vzklikanjem celo zagnali, a zgodilo se je naslednje. Čeprav je bilo dosti izjav za javnost, naj bi se celo udeležili tistih testiranj pred začetka sezone, niso imeli ne pogodbo z organizatorjem s Formulo 1, niso imeli rezerviranega mesta oziroma superlicence za udejstvovanje v Formule 1, niso imeli niti podpisane pogodbe z dobaviteljem pnevmatik. Tako da tistega 25. februarja, ko naj bi začeli s testiranji, oni so pravili celo na pnevmatikah Avon, iz tega ni bilo nič in projekt je šel v pozabo. Tu ne smemo pozabiti to, da vozniki naj bi bili Nakajima, tisti, ki je sploh ta bolid prvi popeljal okoli. Stefanović, lastnik te ekipe, se je celo po njegovem menil z Villeneuvom in Maldonadom. Ne vem, kako sta bila ona dva navdušena nad tem projektom, a kot smo videli, iz tega na koncu ni bilo nič. A kot ponavadi, to še ni konec zgodbe. Spomniti se moramo ekipe Hispanija. Ta se je pokazala kot zadnji pretendent za to šasijo TF110, kajti skregali so se z Dallaro, katera jim ni dajala dovolj tehnične podpore za njihov bolid. In dajala jim ni Dallara podpore zato, ker pri Hispaniji niso plačali računov, kar je seveda nekaj čisto običajnega v Formuli 1. A če ekipa Hispanija ni imela denarja za Dallaro, je ni imela tudi za Toyoto in tudi iz tega projekta ni bilo nič. Tako da je ta projekt Toyote TF110 nekako ostal v muzeju kot izjemno potencialno zanimiv projekt, kateri pa nikoli ni videl proge. A zanimivo je še nekaj drugega. Na razpolago je samo ena od obeh šasij, ki so jih izgradili pri Toyoti, prav za ta poizkus v sezoni 2010. Namreč John Howard, takratni direktor tega športnega oddelka Toyote, je eno šasijo poškodoval, ko jo je testiral na parkirišču pred tovarno. Seveda bil je odstavljen in mogoče vse tistih frustracij te menjave si je želel tudi poizkušati Formulo 1.
Zanimiv konec zgodbe o bolidu, kateri je bil narejen zato, da bi zmagoval oziroma imel najboljše rezultate in ni mogel na progo, kljub temu, da so si ga mnogi želeli. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.